Vseh oseb na bolniškem dopustu ne smemo metati v isti koš, opozarja specialistka dela Metoda Dodič-Fikfak. Ena zadeva je bolniški stalež, ki je, recimo temu, čisti bolniški stalež, kjer teče čim prejšnja rehabilitacija, da se vrneš na delo. Drugi je pa stalež, ki čakaš neke preiskave, na katerih bo šele ugotovljeno, ali si bolan in koliko, in vmes ni nobene rehabilitacije, ker ni še postavljene diagnoze. V prvem primeru o upravičenosti bolniškega dopusta ni dvoma, v drugem Fikfakova predlaga drugačne rešitve. V smislu, da bi verjetno marsikateri delavec lahko opravljal določena dela v času čakanja. Proces presojanja o tem, katero delovno mesto je primerno, bi morali biti vključeni specialisti medicine dela. Stroka medicine dela v Sloveniji ni vključena v proces niti določanja, niti podaljševanja bolniškega staleža. Ob dejstvu, da prav specialisti dela najbolje poznajo delovne poškodbe, pa tudi delovna mesta, je to presenetljivo. Od tega je namreč odvisno veliko. Dva človeka, ki imata isto diagnozo, nekdo morda lahko s tem dela, drugi pa ne. Naš predlog je bil tak, naj se uvede specialista medicine dela po 3 mesecih bolniške odsotnosti. Ta naj pacientu oziroma delavcu najde ustrezno delovno mesto na njegovem delovnem mestu ali drugo ustrezno delovno mesto. Torej, proces vračanja na delo, return to work, bi moral biti sestavni del rehabilitacije bolnika po poškodbi ali bolezni in bi moral biti vključen v sistem zdravstvenega zavarovanja. Tu moramo namreč vedeti, da 50% ljudi, ki so v bolniškem staležu, 3 mesece se ne vrača več v delovni proces. To pomeni, da moramo dobo ali čas od začetka staleža do vračanja na delovni proces čim bolj skrajšati. Večjo odgovornost bi morali nositi tudi osebni zdravniki. Pa ga ne za voljo božjo osebni zdravnik, ki ga redno gleda, bolj pozna kot ena komisija. In to je temeljno vprašanje. Ali torej bo komisija odločala bolj pošteno, če lahko tako rečem, kot tisti, ki ga vidi 2-krat na mesec. Pri Zvezi svobodnih sindikatov pa menijo, da bi se zamudam, zapletom in tožbam lahko izognili z odločbami za nedoločen čas. Da bi se odprla neka bolniška za nedoločen čas in potem določili redni pregledi oziroma pregledi po odredbi osebnega zdravnika in imenovanega zdravnika in se potem z odločbo šele zaključi stalež. V tem primeru tudi ne bi bilo teh vmesnih odločb, vmesnih obdobij.